Mi poznamo menopavzo, to je takrat, ko imaš zadnjo menstruacijo, ampak predtem se pa spremembe že dogajajo več let, od 2 do 10 let, ponavadi okoli 5 let, in prihaja do nihanja hormonov, predvsem estrogena. Zdaj imeti neke dramatične simptome, to ni ok. Ne moreš funkcionirati na tak način. In zaradi tega je tudi ful dobro vedeti, da so stvari, ki jih mi lahko naredimo, da ublažimo te simptome, da si zagotovimo potem še zdravje na daljši rok, zelo stresno življenje in kortizolni hormon. Pa začne to promovirati nalaganje maščobe na trebuh. Tja, kamor pač nočemo, in to velikokrat se zgodi glih obdobje perimenopavze, potem pač še naprej v menopavzi. Že s tem, da gremo vsakič po obroku na sprehod, še posebej po večjih obrokih, lahko naredimo ful. Hrana najbolj deluje takrat, ker pač je del večje sestavljanke, ker se lotimo večjih stvari hkrati. Absolutno ni point življenja, da mi trpimo. In tudi, če smo ženske, to ni normalno. Absolutno ni. Živjo in dobrodošli v novi epizodi Špar podcasta Več vem, bolje jem. Danes govorimo o hormonskem ravnovesju v perimenopavzi in menopavzi. To je obdobje, ko veliko žensk prvič opazi, da telo reagira drugače, kakor prej. Več je utrujenosti, več lakote, pogosto tudi kakšen kilogram več in predvsem veliko vprašanj. Zakaj se to sploh dogaja? Z mano je Ema Cindro-Kostelec, doktorica medicine, ki na zelo razumljiv način razlaga, kaj se v telesu v tem obdobju dejansko dogaja in kako lahko s prehrano naredimo veliko za boljše počutje. Če boste po epizodi želeli še več konkretnih informacij, pa jih najdete tudi na Šparovi spletni strani Več vem, bolje jem. Potem na pol uradnem uvodu pa lep pozdrav tudi tebi, Ema. Živjo, hvala. Najlepša hvala, ker si danes vzela čas za nas. To je zdaj ta podcast Rato. Hvala, ker si vzela čas za nas. Hvala za vabilo, sem počaščena. Tako da, Ema, da mi povej, to slišim res pogosto. Ženske, ko pridejo tam v 40 ali 50 leta, nič posebenega se sicer ne spremeni v življenju, ampak ima občutek, da telo kar naenkrat ne reagira več isto. Več je utrujenosti, več lakote, pogosto kakšen kilogram več. Zdaj, kaj v resnici se dogaja v tem obdobju? Kaj se pretaka po telesu drugače, kot se je prej? Največkrat gre v bistvu za začetek tega perimenopavzalnega obdobja. Mi poznamo menopavzo, to je takrat, ko imaš zadnjo menstruacijo, ampak predtem se pa spremembe že dogajajo več let, od 2 do 10 let, ponavadi okoli 5 let, in prihaja do nihanja hormonov, predvsem estrogena. Estrogen ima tako nesrečo, da ga imenujemo spolni hormon, ampak v bistvu je še veliko več, ker to on vpliva na čisto vse organske sisteme v našem telesu. Zelo pomemben je za naše možgane, recimo tudi za zdravje kosti, za kardiovaskularno zdravje, za zdravje srca in žil. In recimo, če pogledate, ni ženski, ki imajo infarkt pri 40-50, moški pa so. In to je, dobro za nas, slabo za vas, ampak to je zaradi estrogena, ker estrogen recimo ščiti naše žile in srce pred tem. In tukaj v bistvu, kaj se začne dogajati pri perimenopavzi, začne estrogen nihati. Vse do menopavze, ko potem ga imamo veliko manj, kot smo ga imeli prej. In v tem obdobju nihanja so vse možne spremembe in zaradi tega se mi počutimo drugače. So ful različnih simptomov, recimo utrujenosti, zmedenosti, stresa, pozabljanja stvari, lahko tudi depresije, seveda, ko si že omenil, kilogrami več so lahko prisotni, pa vse možne težave, tudi težave s sklepi in take stvari, ki jih sploh ne pričakuješ zaradi tega hormonskega nihanja. Zdaj, ampak a to pomeni mogoče, da je s telesom kaj narobe ali je pač čist vsaka gre skozi to? Ne, absolutno ne, to je naraven prehod. Je pa tako, zdaj imeti neke dramatične simptome, to ni ok. Ne moreš funkcionirati na tak način. In zaradi tega je tudi ful dobro vedeti, da so stvari, ki jih mi lahko naredimo, da ublažimo te simptome, da si zagotovimo potem še zdravje na daljši rok, z raznimi navadami, to, kar bom mi danes govorila, pa tudi, če to ne gre, pa pač greš po pomoč zdravniku, ker obstajajo tudi druge rešitve, ki lahko ful pomagajo. Super, Ema, zdaj pa, če prevedeva tole v prakso noter, se pravi, zdaj si povedala teorijo, ampak če skočimo v trgovino in recimo, da hočem jaz kupiti neki stvari, ki bodo telesu v tem obdobju koristile, kje začneva? Prva pomembna stvar je, da pri hrani dodamo dovolj beljakovin, se pravi dovolj mesa, rib, stročnic, skute, skira, lahko grškega jogurta, zaradi tega, ker v tem času še posebej začnemo zgubljati mišično maso, še bolj intenzivno. In proteini nam pomagajo, da jo ohranjamo, hkrati pa nam dajo občutek sitosti, se pravi pojemo manj.
Druga pomembna stvar je, da prehrani dodamo dovolj vlaknin. Vlaknine najdemo v vsem sadju, zelenjavi, v žitaricah, še posebej polnozrnatih, se pravi vsej hrani, ki je rastlinska. In ti hočeš po vsakem obroku pojesti vsaj pol krožnika zelenjave in sadja z vlakninami, zaradi tega, ker to uravnava naš krvni sladkor, pa tudi skrbi za naš mikrobiom, ki skrbi za vse ostalo. Pomembno je tudi, da pojemo dovolj omega-3, kar velikokrat pozabimo. To so v bistvu take maščobne kisline, ki delujejo protivnetno in ščitijo naše srce in ožilje. Najdemo jih pa v ribah, predvsem v modrih masnih ribah, tako kot so skuše, sardele. In da jih imaš dovolj, moraš na teden pojesti ribe enkrat do dvakrat, recimo, če želiš omega-3 dobiti iz prehrane. Kadar omenjamo menopavzo, se skoraj vedno zraven pridružijo še kilogrami. Se pravi, kadar je nek zakon narave. To se pravi, ko pride menopavza, pridajo z njo še kilogramčki in se razparcelirajo zraven. A je to zdaj dejstvo ali je zgolj mit? Se velikokrat zgodi, ne rabi pa biti tako. Zakaj je fora? V bistvu estrogen, ki smo ga že omenjali, razporeja našo maščobo po ženskem tipu, tako rečemo. In potem imamo ženske veliko maščobe v bokih. In ko začne estrogen upadati, tudi ta maščoba začne migrirati, ker prevzamejo kakšni drugi hormoni to vodilno vlogo, kam bo maščoba šla. Recimo kortizol, če ni uravnan, pa inzulin. Kortizol si poznamo kot ta stresni hormon, pa inzulin tisti, ki skrbi za sladkor. Ampak njegova stranska naloga ni samo to, da skrbi za sladkor, je tudi to, da promovira pospravljanje kalorij, dodatne energije v maščobo. Se pravi, če imamo mi neuravnan inzulin, če imamo mi inzulinsko rezistenco, če imamo zelo stresno življenje in kortizol ni uravnan, pa začne to promovirati nalaganje maščobe v trebuh. Tja, kamor pač nočemo, in to velikokrat se zgodi glih v obdobju perimenopavze, potem pač še naprej v menopavzi. Ampak ja, ne rabi temu tako, ful je enih navad, ki lahko v bistvu z lahkoto preprečijo. Pa to ne mislim stradanje, niti slučajno. Vem, da veliko ljudi pa pomisli, ok, ne smem več jesti manj kalorij, ampak ne, to ni pristop, to bo tudi stres za telo konec koncev. V bistvu zdrav pristop, v bistvu uravnotežen pristop do prehrane, da veš, kaj jesti, kdaj jesti, kako jesti, to ti lahko že ful pomaga, pa seveda gibanje, pa spanje zraven. Super, pa jaz predlagam, da se zdaj kar odpravimo v trgovino in pogledamo v praksi, kaj pomeni neka bolj pametna oziroma smotrna izbira hrane. Recimo stročnice. Jaz sem ful rada lečo, ena moja najljubših hrane, ker je polna vlaknin in tudi proteinov. In vlaknine so zelo pomembne za hujšanje. Pravzaprav se ne zavedamo, kakšno vlogo tukaj imajo, ker dokazano več vlaknin, kot poješ, bolj to pomaga pri izgubi odvečne telesne mase. Vlaknine seveda lahko najdemo v vsej zelenjavi, sadju in ostali rastlinski hrani, ampak stročnice so res taka praktična izbira, ker lahko narediš iz njih juhe, lahko jih daješ v solato, lahko jih ješ kot samostojno jed, tako da se splača probati. Veliko se govori o krvnem sladkorju, ampak ko slišimo besedici krvni sladkor, to večinoma povežemo predvsem s sladkorno bolezni. Ampak zakaj je krvni sladkor pomemben tudi v menopavzi in v perimenopavzi? V bistvu, ko govorimo o krvnem sladkorju, tukaj ponavadi govorimo o metaboličnem zdravju. In metabolično zdravje je zdravje tega, kako mi presnavljamo hrano v energijo. In v današnji družbi, ki vemo, da so vse bolezni v porastu, vse kronične bolezni, rakave bolezni, to v bistvu ima osnova tudi v metaboličnem zdravju. Se pravi, mi rabimo zdravo presnavljati našo hrano in tukaj se vse začne tudi s krvnim sladkorjem in z nivojem inzulina. V bistvu, ko mi pojemo nekaj, gre v našo kri in recimo, če pride sladkor v kri, tega telo noče imeti. Zato imamo mi inzulin, to je hormon, ki more ta sladkor premakniti v naše celice. Problem pa se zgodi, ko v bistvu ta inzulin neha delati, kako more. In temu rečemo inzulinska rezistenca. In takrat človek rabi veliko več inzulina, da doseže enak efekt. Nažalost pa ta inzulin pa vpliva na vse možno, ko je povišan, od tega, da se kilogrami nabirajo, do tega, da se slabše počutiš, promovira razne bolezni in tudi nihanje krvnega sladkorja konec koncev, če mi hitro nekaj sladkega pojemo, tazga nekompleksnega, kot recimo krofek, bombone, bel kruh, bo to zelo na hitro dvignilo sladkor v krvi in pol bo tudi zelo na hitro padel. In to vpliva tudi na naše razpoloženje, nivo energije, pol bomo takoj lačni. In ravno v perimenopavzi in menopavzi se vse te spremembe začnejo ful bolj izražati, ker se hormoni menjajo, spet tukaj estrogenska zaščitna funkcija, ki deluje tudi na inzulin, v bistvu popušča in potem se nam vse navade bolj poznajo. Prej smo imeli kot en tak free pass, lahko smo delali malo več stvari, zdaj si pa tega ne moramo več privoščiti v taki meri. In zato je treba sebe čuvati, ne samo pri prehrani, vedno omenjamo ta sladkor pa prehrano, ampak spanje je ful pomembno za inzulinsko rezistenco, pa gibanje recimo, še posebej po obrokih. Zdaj, ker se omenila gibanje, na športnih dogodkih ponavadi navijamo, kdor ne skače, ni Slovenc. Kaj moramo pa mi zdaj narediti, da bomo lahko pili tudi kdor ne skače, je krvni sladkor?
Pejmo v trgovino. Gibanje je za krvni sladkor ful pomembno. Že s tem, da gremo vsakič po obroku na sprehod, še posebej po večjih obrokih, lahko naredimo ful. Ne morem stolako. Drugače pa ena taka krasna izbira jagodičevje, ker ima zelo veliko antioksidantov, pa tudi vlaknin in s tem tudi ne dvigne veliko krvnega sladkorja. Še posebej, če ga kombiniramo z grškim jogurtom, skuto, s kirom, ker s tem dodamo tudi beljakovine in naredimo en tak celosten obrok, ki nas tudi nasiti. Pogosta težava, ki jo imajo ženske v obdobju perimenopavze, so tudi vročinski oblivi oziroma valunge, po domače povedano. A obstaja kakšen način, kako se jim izogniti? Ja, veliko načinov. Do tega v bistvu prija spet. Zaradi tega, ker estrogen niha, pa potem se naše žile na čudne načine krčanširijo, takrat, ko tega ne pričakujemo. V bistvu znanost ne zna čisto točno razložiti, kaj se dogaja zadaj. Je pa stvar v tem, da veliko stvari v naši okolici lahko vpliva na to. Recimo, če si v vročem prostoru, če piješ alkohol ful škod temu, imamo veliko več valung, potem lahko, pa še za marsikaj drugega je slab, tako da alkoholu se treba izogibati. Tudi kavica, kofein, energijske pijače, v bistvu ta kofein lahko tudi to poslabša, pikantna hrana, tako da izogibanje tem stvarim lahko ful pripomore k tem, da imaš manj valung, pa tudi gibanje. Gibanje v bistvu, kljub temu, da je taka aktivna aktivnost, ne, da te prebudi, spodbuja bolj uravnoveša to parasimpatično živčevje. In ti rabiš imeti uravnovešeno parasimpatično živčevje, zato da nimaš preveč teh napadov vročinskih oblivov, ker vročinski oblivi so takrat, ko se preveč aktivira, parasimpatičen sistem pa v bistvu sprošča. Tako da gibanje zelo pomaga in tudi še ena stvar. Pitje vode? Ne. Ja, voda itak. Voda, to se hoče reči, kamen to pomaga. Voda izmeri dobro, sploh, drugače to res. Pa če zgubljaš vodo s švicanjem, definitivno moraš. Ne, dihanje ful pomaga. Če to začneš takrat, ko začneš dobivati oblive, globoko dihati, zaradi tega, ker to tudi aktivira parasimpatično živčevje in potem lahko te sprosti v tistem trenutku, da se to preneha. Super, pa zdaj vsi skupaj globoko vdihnemo in se odpravimo v trgovino in pogledamo. Predtem bil dolg seznam, česa ne smemo, ampak je še zmeraj tudi dolg seznam tistega, kar lahko, in to nam boš ti zdaj pokazala na lokaciji. Razen dihanja proti vročinskim oblivom zelo pomaga tudi uravnotežena prehrana. Vse, kar smo že govorili, dovolj vlaknin, proteinov, antioksidantov, omega-3. Ampak ena posebna stvar, ki bi jo pa tukaj poudarila, so pa tudi fitoestrogeni. Fitoestrogeni so ena taka spojina, ki jo najdemo predvsem v soji in deluje zelo podobno kot naš lasten estrogen v telesu. Sam pač niso tako močni. Sicer tukaj imamo še kar veliko raziskav, ampak to, kar je pa do zdaj raziskano, pa kaže, da pri enih ženskah fitoestrogeni zelo pomagajo proti vročinskim oblivom. Probajte, pa boste videli. Zdaj pa recimo, če bi hotel sestaviti en obrok, ki bo podpiral hormonsko ravnovesje, obenem pa dajal tudi stabilno energijo, kaj vse se mora znajti na krožniku? V bistvu je ful simpel. Vzameš krožnik, pa ga razdeliš na 4 dele in polovico napolniš z nekim sadjem, zelenjavo, se pravi, to so lahko tudi solate zraven štejejo to, razne omake zelenjavne, kuhana zelenjava, surova zelenjava, sadje po obroku, karkoli tukaj šteje. In to je naš delež vlaknin, antioksidantov. Ful pomembno, vlaknine so ful pomembne tukaj. Potem imamo četrtino krožnika, ki damo proteine, se pravi neko meso, stročnice, kar pač ribe, kar je proteinski vir, in četrtino kompleksne ogljikove hidrate. Zakaj rečem kompleksne? Ker te v bistvu se ne bojo tako hitro absorbirali v kri, kot recimo čist beli kruh ali pa beli riž, boš zbrati neki polnozrnatega, neki, ne vem, rdeči riž, sladek krompir, kaj tasga. In to je to. To je to, super. Zdaj pa, Ema, vzemi krožnik in se odpravi z njim v trgovino, pa pokaži, kako je to razdeljeno potem v enem obroku. V bistvu je ful lahko. Vzameš krožnik in ga samo razdeliš na 4 dele. In potem četrtino krožnika zapolniš z beljakovinami, četrtino s kompleksnimi ogljikovimi hidrati, polovico pa s vlakninami, se pravi s sadjem ali pa zelenjavo. Lahko tukaj štejemo tudi solate, ali pa juho, ali pa karkoli, kar ima zelenjavo. Recimo, kako to izgleda v praksi? Vzameš lahko neko sadje, kivi, mandarine, pomaranče, jagodičeve in dodaš zraven ovsene kosmiče, pa jogurt ali pa skuto. In je to zelo uravnotežen obrok. Za kosilo si pa lahko recimo krožnik sestaviš tako, da vzameš eno meso ali pa ribo, pa potem nek kompleksen ogljikov hidrat, kot je sladek krompir, rdeči riž, ajda, karkoli polnozrnatega, pol pa dodaš kjerkoli zelenjavo, ki si jo zaželiš na drugo polovico krožnika. Dober tek! Zdaj, ko slišimo besedo menopavza, pa zdaj bom jaz iz neke perspektive moškega, pa ki ni imel, dokler moja žena tudi ni počasi začela prihajati v to obdobje, imel druga vidika na to, to pomeni, da menstruacije ni več. Pa sem pa kar naenkrat slišal tudi besedo perimenopavza
Jaz sem malo zastrigel z ušesi, zdaj, kaj je to? Se pravi, spremembe se v tem obdobju že začele. Kakšne? Ja, v bistvu mi tako delimo, da imamo menopauzo, to je samo zadnja menstruacija, ki imaš v resnici, predtem imaš perimenopauzo in potem imaš postmenopauzo. Ampak pogovorno pa če rečemo mena, vse to skupaj menopauza. In to obdobje peri se začne že tam do 10 let prej. Povprečno 5 let. Najlažje je to tako pogledati, da pogledaš, da je tvoja mama imela menopauzo, obdobje menopauze, nekdaj šla v meno in potem od tega odšteješ okoli 5 do 7 let. In če v tem obdobju ti v svojem življenju začneš opaziti kakšne spremembe, so to v bistvu lahko spremembe, ki so povezane z obdobjem perimenopauze. Kar je ful dobro vedeti, ker ogromno je takih simptomov, ki te lahko zelo ustrašijo. Recimo, kako se to kaže? Eno je to, da si bolj utrujen, da ne moreš več spati dobro, ker naenkrat greš spat, pa se trudiš, pa pač ne moreš. Potem si veliko bolj razdražljiva, malo bolj anksiozna, spomin ne dela tako dobro lahko nekaterim, enim fokus ne dela, kilogrami se lahko začnejo nabirati, pa je še pohranjenih takih nepričakovanih stvari, kot recimo težave s sklepi, lahko je jutranja okorelost ali pa kar mravljinčenje v roki in tako naprej. Stvari, ki jih v bistvu mi ne povezujemo ponovadi z menopauzo, ampak so lahko tudi del tega hormonskega nihanja. Pa tudi palpitacije srčne, se pravi, da ti srce čuden bije, pa se ustrašiš. In zakaj to govorim? Itak se to ne bo zgodilo vsem. Eni ljudje sploh nič ne čutijo. Ene ženske grejo pač v meno in rečejo niti enega simptoma. Zakon. Super. Ja, res to. Dajte povedati svoj recept. Ja, točno to. Ampak ene druge imajo pa ful teh simptomov. In je ful važno vedeti, da razni simptomi, tudi te neklasični, so lahko del tega, ker se lahko ženska ful ustraši. Ker normalno, če ti kar nekaj... Predstavljam, da se zjutraj zbudiš, pa imaš omravljinčeno roko, da takoj na srce pomisliš, Ja, valjda, pač ful stvari, ali pa da ti srce razbija, pa se zdaj strašiš, kakšno imaš zdaj to strašno aritmijo, ali pa, ne vem, veliko se zgodi, da pa se ne spomniš, kam si ključe odložil, ali pa kako je ime neki sošolki iz srednje šole, ali pa kaj tazga, in pa se že misliš, jaz demenco pa 40, ampak to se pa ženskam lahko zgodi samo zaradi tega hormonskega nihanja in bo tudi minil. Ni pa to način, na kjer ga se živi. In zaradi tega je treba vedeti, kaj takrat narediti, kako postopati in kje so navade, ki bojo to podprle, in v skrajnem primeru tudi, če navade pač ne bojo dost, da se gre po pomoč, po zdravilah zdravnikov in se s tem pogovoriš z ginekologinjo ali pa z osebnim zdravnikom. Super, najlepša hvala za to obširno razlago. Zdaj pa je še eno vprašanje, če nadaljujeva. Zdaj v Šparovem podcastu Več vem, bolje jem, smo in v prejšnji in tudi že v tej sezoni dostikrat omenjali mikrobiom. In grem staviti, da je verjetno, glede na to, koliko so zmeri pravile gostje, kako je to povezano s tem in onim, verjetno je povezano tudi s hormoni. Absolutno je. Ful, dobro si se to spomnil. V bistvu recimo estrogen, ki smo veliko govorili o njemu. On se iz telesa izloča tako, da ga jetra izločijo žolč in potem žolč se izloči v našo črevo. In mi moramo to pokakati. Ampak, če imamo pa nekvaliteten mikrobiom, če ne jemo dosti vlaknin, dosti fermentirane hrane, če je zaradi drugih razlogov, recimo slabega spanca, to porušeno, ker vse to vpliva na naš mikrobiom, pa se estrogen ne bo uspel izločiti iz telesa, ampak ga bomo absorbirali nazaj v kri. To pa kvar, v bistvu stanje ravnovesja v telesu, in je lahko zelo problematično, ker marsikere ženske imajo potem zaradi tega tudi lahko dodatne simptome. Tako da, evo, to je en tak čist direkten hormonski primer. Se pravi, kaj pa vlaknine, fermentacijske stvari pa take... Ja, to, ful vlaknin. Ampak to ni edina stvar, itak da... Ja. Tako, nasploh so vlaknine in zdrave mikrobioma, ki s tem pride v paketu, dobre za čisto vse, tudi zmanjšajo količino vnetja, to je ful pomembno v tem obdobju, da v bistvu čuvamo se proti še dodatnim stvarem, ki nam lahko delajo težave. Tako da res, to je po moje res ena od ključev v tem obdobju, na kjer moramo paziti, črevesni mikrobiom. Kaj so pa še kakšne druge navade, ki nam lahko pomagajo? Zdaj se govorim, nam pomagajo, pač na splošno. Se jaz tudi tako govorim nam, ker da vam jaz meno, ampak ja. Ker morajo recimo k manj simptomom pa boljšemu zdravju v času perimenopauze in potem tudi po menopauzi. Top, to vprašanje je zato, ker hrana je pomembna, ampak hrana najbolj deluje takrat, ker pač je del večje sestavljanke, ker se lotimo večjih stvari hkrati. In ena stvar, ki bi jaz najbolj poudarila, je spanje. Spanje se mi zdi osnova za vse. Zakaj? Ker recimo, ko smo se pogovarjali o dodatnih kilogramih in problematike tega. Če mi premalo spimo, telo avtomatično ima zjutraj višji nivo kortizola, ki bo višji cel dan. In kortizol promovira, da več jemo.
ima tudi razmerje med hormonoma grelin pa leptin, ki sta hormona lakote in sitosti, obrnjeno v smer lakote, da smo pa še dodatno bolj lačni. Kako si rekla, da je ta prvi, kako gre? Grelin. Grelin, ker sem slišal gremlin, pa sem imel že določene vizualne predstave. Gremlin se sliši bolj kot hormon lakote, kot sitosti. Sej grelin je hormon lakote. Ja, no, evo. No, gremlin je mogoče bolj pravo ime. Tako, idejno, če si predstavljaš. Ja, no. In kortizol in grelin oba silta k temu, da več ješ. Kortizol hkrati še silta temu, da se hrana nalaga v trebušno maščobo. To recimo so stvari, ki se zgodijo in velikrat ljudje pozabijo, koliko je spanje ključno za to. Mi govorimo kalorije, pa govorimo gibanje, pa ne vem kaj. Spanje je osnova tudi za hujšanje konec koncev. Tukaj je pa pač veliko več stvari osnova, zaradi tega, ker zdravo spanje pomaga pač proti vnetju, za krvnožilni sistem, za naše možgane, vsem sistemom pripomore, ker se medtem, ko spimo, dogaja regeneracija v telesu, tudi možgani se čistijo, v bistvu se vse odpadne snovi, ki se čez dan naberejo v možganih, spravijo ven in če mi ne spimo dobro, se to ne bo zgodilo. In zdaj pa je tle en tak začaran krog problem. Glih omeni, veliko žensk slabo spi. Tako da takrat je res ful pomembno, obdobje perimenopavze, in je ful pomembno, da takrat res probaš to postaviti na prvo mesto, vse stvari, ki jih vedno naštevamo, da se naredi redna rutina, ker telo, če ve, da bo šlo spat v 1 uri, se začne že prej pripravljati na to. Da se ne je par ur pred spanjem, 3 idealno vsaj, da nisi zadnje pol ure na ekranih, ki to tudi pol vpliva na melatonin in njegov nivo. Potem, če mož smrči, to je velik problem. Pa... Jaz ne vem, o čem govori Ema. To nikoli doživel tega. Ja, sej, ker nimaš moža, ki smrči. Ja, evo. No, ampak to je tako, ko jaz govorim, ženskami ambulanti imajo tako, vsaj 50% ima moža, ki smrči in jih to zbuja po noč. To tudi lahko je problem, pa potem se lahko s kakšnimi čepki rešuje pri nekaterih, a ne gre v drugo sobo spat, ampak tako, da prioritiziraš spanje v temnem prostoru in se potrudiš, glede tega, da tudi spiš 8 do 9 ur na dan, ker ženske rabimo malo več spat, ne. Vi imate ponovadi tako rečejo 7 do 8 ur, mi rabimo malo več. Pa tudi, če v tem obdobju zelo pomembno, da počivamo. In ja, če pa ne gre, pa seveda greš lahko po pomoč. Razne hormonske terapije zelo pomagajo pri tem, da tudi spanje uravna, ampak moramo najprej probati po naravni poti. To pa tudi gibanje. Gibanje. To, evo, seveda, gibanje bo zihar prišlo. Vedno to gibanje. Zdaj, glede na to, se pravi, govorimo, se pravi, oseba, ki so 40 plus, pa, a ne, reka si tudi, težave sklepi lahko nastanejo, tako da verjetno tukaj v tem gibanju ne bo nekega pejte v trampolin park na sveta. Verjetno kaj bolj umirjenega, ali vseeno. Jaz bi trampolin park, mogoče res ni prva stvar, ki bi jo svetovala, ker si bo nekdo gležen zbil, ne? Ampak jaz bi najbolj priporočala, glede na to, kaj znanost kaže, vaje za mišično moč. Zdaj, ker mišice imajo 2 pozitivne stvari. Eno je to, da ful zmanjšujejo inzulinsko rezistenco, o kateri smo danes že govorili, in porastejo v tem obdobju in mišice v bistvu pa blagodejno delujejo na to metabolično zdravje, brez da bi mi hrano spremenili. Pač. In tako moramo tudi hrano malo prilagoditi, ampak že mišice so ogromen faktor tukaj. In druga ful dobra stvar, večkrat imaš mišic, več energije porabljajo nasploh, več kalorij. Se pa tudi, kad ti ležiš na kavču, če imaš več mišic, boš več kalorij porabljal, kad ležiš na kavču. Zato je treba tako vsaj 1-2 na teden delati na tem, a je to fitness, vem, da ni fitness za vse, kakšna funkcionalna vadba z lastno težo, z elastikami, utežmi, lahko reformer. V bistvu res vsak najde nekaj, kar mu je všeč, ampak da se dela na mišicah. Pa jaz tudi sprehod promoviram. Se mi zdi, da tako pozabimo, koliko je to močno. Res, da se sprehajamo vsaj 1 urce na dan, najboljš po obrokih, po večjem obroku, najboljš, no. Idealno pa po vsakem malo. Ja. Zdaj, sprehod, ne, ti da tudi sploh, če imaš možnost jeti nekam v naravo, se pravi, če se ti po nekem blokovskem naselju sprehajal, mogoče ne bo toliko miru, ampak ne, če imaš možnost iti nekam v naravo, ti pravzaprav tudi da možnost nekega sproščanja, tudi mentalnega. In tukaj je pa moje naslednje vprašanje, ne, ker zdaj smo govorila predvsem o vplivu perimenopavze in menopavze na organizem, na telo, ne, zbrav fiziološko, zdaj pa kaj se pa dogaja tukaj tudi v psihološkem smislu, kako vpliva to obdobje na psihološko zdravje? Top vprašanje, ker res nisem še nič o tem govorila in je ful pomembno, ker v bistvu to niso spremembe sam telesa, ampak tudi na našo glavo, na našo psiho vpliva. Veliko žensk je, kot smo že imeli, bolj razdraženih pozablja stvari, fokus se zgubi, tako, lahko celo se kakšna depresija pojav in je pomembno skrbeti zase tudi na ta način.
kaj bi jaz tle izpostavila je, spanje pa šport zelo pripomoreta proti stresu, to, kar smo že govorili, pa tudi ostale stvari, ki ti najdeš, da ti pomagajo. Se pravi, kaj rada počneš, v čem uživaš, biti z ljudmi, ki so ti bližnji, ki te veseli. To socialno zdravje, socialni aspekt zdravja se ful premalo omenja in iskreno, pač, kar znanost kaže, je to enako močno kot pomembnost hrane, ki jo jemo, da se mi počutimo varni. Mi smo socialna bitja, ne? Ja. Tako. Nismo narejeni za to, da smo osamljeni. Tako da tudi, če mogoče nimaš toliko nekih bližnjih odnosov v tem trenutku življenja, kar se pač včasih zgodi, da si najdeš neke krožke, neke aktivnosti, kjer se lahko povezuješ z ljudmi. Da lahko govoriš z nekom. To lahko ful pomaga. In tudi ful mi je zanimivo, pri perimenopavzi so delali antropološke študije, primerjalne, kjer so gledali različne populacije. In so ugotovili, da na tistih delih sveta, kjer je starost bolj sprejeta, mislim, da tam Japonska in te predeli, ženske imajo ful manj simptomov in ful lažje prehode v obdobje menopavze. In hipoteza je, da tudi zaradi tega, ker je pač starost bolj sprejeta, one so bolj sproščene s tem in se ne ustrašijo tega napolno. Tako da to tudi govori v prid temu, koliko pomemben je naš pogled na se, na staranje, kako mi to doživljamo. Ker dejansko naša psiha ima ful veliko moč pri tem. Tukaj moramo zdaj nagovoriti družbo, pustite ljudem, da se v miru starajo, da so lahko stari, ne pa umetno podaljševanje mladostnega izgleda do 120. leta. Ne vem, koliko je povprečna starost. Jaz živim za računalnikom in nimam pojma. Tako da ja, ampak zdaj res ti hvala Ema za vse tole, kar si povedala, ampak zdaj pa vsi vemo, da živimo v času hitrih informacij, ljudje včasih reče 5 sekund bom namenil temu, če narediva kot se temu z lepo slovensko besedo reče too long didn't read, če bi mogla dati en praktičen nasvet za ženske v tem obdobju, kaj bi bilo to? Jaz bi poudarila spanje, da je to najpomembnejše, na kar se osredotočaš, če gre. Drugače pa tudi to, da se treba vzeti čas za počitek in zase. Ko velikokrat je to tudi obdobje življenja z veliki izzivi, pridejo stvari, pridejo ločitve takrat včasih, otroci se selijo, kariera je lahko divja, karkoli se pač dogaja, kriza srednjih let konec koncev. In je važno, da si vzameš čas za stvari, ki so ti všeč, stvari, v katerih ti uživaš, stvari, ki tebe sproščajo in so samo zate. Nimajo nobenega drugega namena. Nimajo namena zato, da je menopavza lažja, lepša, ampak tako, da se imaš ti dober, ker to bo tudi vplivalo na to, da imaš potem perimenopavzo in menopavzo lepšo. Se pravi, če pa doživiš oziroma izkusiš določene simptome, pa verjetno tudi ne čakati, ampak se kar sprehoditi potem tudi do zdravnikov, če začutiš, da rabiš pomoč. Verjetno je največja neumnost potem čakati, pa se bo prešlo, ker konec koncev mi imamo to malo neki te narodni zavesti, da se treba pa malo potrpeti. Drugače, jaz to res sovražim, ko se reče, ja, to je normalen del tega, da si ženska, moraš... Normalno je, da te boli, normalno je, da trpiš pri menstruacijah. Normalno je, da te boli, pa si ženska. Te zdravila vzem, na moških smo jih testirali, vse nekaj pa bo mogoče. Pa še to, ja. Grozno. A veš, zakaj niso na ženskah testirali stvari? Zaradi tega, ker še ženski hormoni tako spreminjajo čez mesec, da so porušili vse rezultate študij. Zaradi tega niso testirali včasih na njih, ker so pač hormoni tako močni. No, in tukaj pač spet vidimo, kako so hormoni močni, ko se menjajo. In absolutno, ni point življenja, da mi trpimo. In tudi, če smo ženske, to ni normalno. Absolutno ni. In če ti čutiš, da imaš težave, mi da so zdaj naštela veliko stvari, kaj se jih ponavlja nasploh, da so dobre za nas, ampak tukaj so povedala, zakaj specifično so dobre v tem obdobju, ker vse lahko pomagajo. Ampak če imaš težavo, pojdi zdravniku. Imamo zaradi tega tablete, imamo hormonske terapije. Veliko stvari lahko pomaga. Dokazano recimo tudi akupunktura lahko pomaga. Za oblive in take stvari. Tako da veliko enih rešitev, ki se jih da implementirati, da si pomagamo. Absolutno pa ni nekaj, kar jaz hočem promovirati, ali pa hočem, da kdorkoli naredi to, da si reče, to je normalno, bom trpela. Ne. Nismo nore, to je del življenja in treba je pač si narediti življenje tako najbolj lepo, najbolj nemučno, kar je možno. In se podpreti pri tem. Super, jaz mislim, da je to genijalen zaključek tega najinega pogovora. Res ti hvala, Ema, za vse, kar si danes delila z nami. Zdaj za vse, ki ste slučajno zamudili na začetku napis, kdo je z nami, Ema Cindro Kostelec, doktorica medicine,
je bila gostja v tej epizodi Šparovega podcasta Več vem, bolje jem in se ji zahvaljujemo za vse, kar je delila z nami. Če pa vas zanima še več tako o perimenopavzi in menopavzi oziroma kaj jesti v tem obdobju, kako si pomagati, pa tudi druge stvari, kar se tiče prehrane, pa povabljeni na Šparovo spletno stran Več vem, bolje jem, kjer boste izvedeli veliko stvari in obenem lepo povabljeni, da se nam znova pridružite v naslednji epizodi Šparovega podcasta Več vem, bolje jem. Hvala in adijo. In še enkrat hvala tebi. Hvala.